Prej ste bili navajeni ob sredah, zdaj pa že kar nekaj četrtkov zapored, razsvetljenje torej tudi danes. A je tebe kaj strah danes razsvetljenja? Ne, zakaj? Daleč od tega. Božje zapovedi pa to, se jih držiš? Ja, bomo s patrom preverili, kako je temu. Ti se jih držiš? Ja, seveda. Grem jaz od patra Bogdanu. Dama. Lep pozdrav, pater. Me veseli, pozdravljeni, dobrodošli ponovno. Živja, pozdravljeni, kar izvolite. Hvala lepa. Nekaj ste slišal prebrati, da ste nekaj že govorila o zapovedi, kaj? Ja, menda. Nekaj prestrašeno je bilo nekaj. Malo sva, ja. Kaj je bilo zdaj to? Zakaj? Ne vem, tak vtis je bil prvi. Pa ne vem, kaj bi rekla čistočno, ker se mi zdi, da jih se je težko držati, ne, vseh 10 božjih zapovedi v današnjem času. Ja, pa ste vse težko, za marskoga je že zjutraj težko vstati, ne? A ni tako, recimo, ne? Kaj pa je enostavnega danes, ne? Tudi to je res. Mi bomo danes govorili o teh 10 božjih zapovedih bolj splošno, da res razložimo vse, v kasnejših oddajah bomo pa vsako bolj podrobno tudi obdelali, a je temu tako? Upam, da bomo lahko to vse naredili, ja. Dobro. Kaj ste nam pa non-stop prinesel? Ja, mucika, kaj so psički lepi, ne? Psički? Ja, pa ni še čas, pa nismo živali, so bi malce kasneje. Ne, mislim, da je kaj noter drugega zdaj. Pa dajmo mogoče v samem štartu povedati. Vse zato sem pa nesel, da bi vam na začetku morda kaj povedal, ne? Da bi vam malo olajšal, ne? O, danes pa dobiva učno uro. Ja, danes pa to dobila, zdaj pa učno uro. Ne vem, kako ta zdaj tole v avto lahko gledala. Ja, bomo. Zdaj to skupaj najprej malo prebrali tale mini-stripak, ne? Ker Marka prosil, da bi malo počeli. Ja, Marko. Se pravi, na prvi... Kaj imamo zdaj tukaj, klele? Nek ribnik je, ja? Ribnik in ribe, ki plavajo v njem, ali kako? Ja, zgleda tako, ja, zgleda tako. In zdaj tu je ena grda tabla, ne, bi lahko rekel. Ne skači ven iz vode, piše. No, da bo prosim naprej, Marek, razlagajte zdaj, da vidimo, kaj tle naprej. No, zopet ne skači ven iz vode. Kaj ta tip, riba pa pravi, ne? Kaj ta tip me ne mara? Mu že pokažem. No, in potem se tukaj zgleda, so se ribe nekaj razdelijo, ne? Aha, proti temu, mi smo za to, tele ne vejo, kaj, in zdaj začnejo te razmišljati, ne? Dobro. In zopet ne skače ven iz vode. Ampak riba skače, ne? Ampak ta riba skače. Ta riba zgleda, je šla ven, ne? In potem tlele... Ta je že na suhem ali nekaj? Ta je že, ja. A je na suhem to? In težko diha, ne? Ja. Riba je vseeno torej skočila ven in je na suhem in težko diha. In tukaj zopet ta grda tabla, ne? Ja, grda tabla, no. Ja, ampak ne, če bi jo riba upoštevala, ne bi tukaj težko dihala. A smo prav? Bojana, zdaj moram pa vas prositi, da izpeljete iz tele ribe. A še nisem prav izpeljala. Ja, sej. A lahko jaz to vzamem, pa še enkrat pokažem našim gledalcem in gledalkam, da bo dejansko bolj nazorno tudi videli. Skratka, riba je najprej videla tablo ne skači ven iz vode, pa se je čudila, kdo mi zdaj lahko to prepove, ne? Kdo, ker nesramnejši je bil tisti, ki mi je prepovedal to, kdo mi hoče kratiti mojo svobodo. To je bilo razmišljanje ene ribe, potem nekatere... Potem je naredila tam celo zbor, nekaj bilo za, nekaj proti in tako naprej in potem... Je seveda morala na lastni koži preizkusiti in skočiti ven iz vode. In vi ste ugotovila prej, da je zgleda na suhem težko diha in da je verjetno tudi izdihnila. Tako je. In se na koncu to tablo. Pravijo, da je prepovedan sadež najslajši sadež, ne? Zdaj bomo pa to poskušali aplicirati na ljudi. Kaj bi to lahko pomenilo, Bojana? Kaj pravite vi? Ja, se pravi, to, kar nam je prepovedano, ne? Sicer probamo, ampak na koncu vidimo, da je prepovedano z enim razlogom, ne? Točno. Da vsaka prepoved ima v zadaj nekaj dobrega in če bi se je držali, ne bi imeli problemov. Vprašanje, če je to sploh prepoved, ker je dano iz ljubezni, ker je nujno, da bo ta riba preživela, ne? Sploh ne bi jaz to imenoval prepoved. Ampak dejansko gesta ljubezni, ne? Če ne bi imel nekdaj ta človek rad od tele ribice, ne bi verjetno te table postavil, ne? A lahko potem rečemo zapoved? Tako kot je... Ja, morda res, zapoved, tako. Zapoved, da bi jo človek, oziroma zdaj, če smo rečemo najprej ribice, da bi ribico upoštevala, ribe upoštevala in tudi potem zapoved, oziroma če repliciramo na nas ljudi,
če bi mi upoštevali nasvete, bomo rekli, in se jih držali, potem bi bilo marsikaj lepšega in boljšega. Zakaj pa potrebujemo sploh zapovedi? A ni v življenju tako, da pač kakor te vodi življenje, tako pač je? Ali so zapovedi nujne? Te zapovedi imajo že zelo dolgo zgodovino. Že v Hamurabiju in zakoniku 10 000 let nazaj, pred našim štetjem, so obstajale določene predpisi in tako naprej, ker jasno, da drugače družba sploh ne bi mogla obstajati. In vemo, da imajo tudi pravzaprav gangsterji neke predpise, ki se jih preko sami tistih svojih držijo, ker vemo, da jih drugače joja. In ravno tako bi lahko rekel tukaj, marsikdaj se zgodi joj. In ta predpis ne ubijaj, ne prišuštvuj, seveda zvestoba je bila vedno vrednota, življenje tudi. In to so, bi rekel, čisto splošno obče človeške vrednote. Na nek način kar dost ima žalostno ali pa smešno, da jih moramo tako kot nekaj v tem smislu, jo, svet, to je pa dostkrat nekaj, me prepoveduje, me omejuje, ampak dejansko nam vse skupaj res samo ščiti družino, ščiti neko lastnino osnovno. Mogoče bi bilo pa lažje, če tega ne bi jemali, tako kot ste prej rekli, kot prepoved, ker prepovedi imamo zmeraj v glavi za to, da se kršijo, tako včasih rečemo, ampak če bi pa to jemali kot zapoved, kot nekaj, kar nam ne olajša življenje, ampak v dobro vodilo v življenju, pa bi mogoče se bolj tega držali. Ja, upam. Zakaj moramo vse tako negativno poskušati ljudje? Zdaj pa dajmo najprej jih prebrati, da vidimo zdaj, kjer bi vidva rekla, da so tako nemogoče. Aha, a sva rekla, da so nemogoče? Zdaj bo pa snes na testu. Ja, zdaj pa moramo... Gremo kar po vrsti, ne? Dajmo, začnemo klepati. Prva Božja zapoved, veruj v enega Boga. Ja. Zdaj imamo tukaj dve table, ne? Ja. Na eni imamo prve tri, zdaj smo nekaj veruj enega Boga, kjera, kaj piše pa druga? Druga je ne skruni Božjega imena in pa tretja posvečuj Gospodov dan. Te so nekako vse vezane in usmerjene k Bogu. Točno? Odnosu do Boga, odlično. Tako. Spet Marka, da se ne bi čutil odrinjega, ne? Se pravi, četrta, spoštuj očeta in mater, da bo dolgo živel in ti bo dobro na zemlji. Naprej? Aha, pol imamo peto, ne ubijaj, šesto, ne nečistuj, sedma, ne kradi, osma, ne pričaj po krivem, deveta, ne želi svojega bližnjega žene in deseta, ne želi svojega bližnjega blaga. Ja, točno, ne? To so pa odnosi med ljudmi. Tako, odnosi med ljudmi. Odlično, Mark, zelo dobro nam gre, ne? In jaz mislim, če imamo tukaj zdaj spoštuj očeta in mater, odnos do staršev, spoštovanje med otroci, da je to nekaj, da ne govorimo o neubijanju, jaz mislim, da bi to vsi se strinjali s tem, vsaj upam, ne nečestuj, ne kradi, ne pričaj, da se pravi tudi ne govori, ne resnici in tako naprej in tako naprej. Kar nekaj vsega tega je, ne? Dobro? Kje pa je tukaj, dobro, sicer ne ubijaj, ne kradi, ne bom tega primerjala za svobodno voljo, ker to vsi vemo, da ampak če se tukaj ostavimo, mogoče res pri svobodni volji, ne? Ja, no, pri svobodni volji. Nekako lahko rečemo, da mogoče s temi zapovedmi je svobodna volja človeka omejena ali pač ne? Spet bom tako nesramen in vaje najprej vprašal, kaj vidva pojmujeta pod svobodo? Bojana, kaj je za vas svoboda? Da počnem, sicer ja, to kar vem, da počnem, kar si želim početi, ampak vem pa, kaj je prav. Da počnem glih, kar hočem, tako sem razumel vas, ne? Ja, kar hočem, ampak počnem stvari, ki so, ja, sigurno ne ubijaj, ne kradi, vem, da to se ne sme in da tega niti nočem, če smo že pri tem, ne? Ja, ampak vi ste rekli, pač delam, kar hočem, v tem smislu, jaz sem vas razumel nekako, v tem smislu, da hočete reči, ja, delam, kar hočem, drugi me niti ne briga, pač, če me tako paše, dobro, ne glih morda, da ga te ubila koga, ampak... Delam, kar hočem, da se ob tem jaz dobro počutim in da se ob tem počutijo dobro tudi vsi okoli mene. To je že malo boš, verjetno se te drugi počutijo. Ja, to pa sigurno. To je res, ja. Mark, prosim. Ja, se je, podobno, jaz podobno kot Bojana, mislim, sigurno. Ja. Mislim, da je zelo narobe, če bi zmeri zelo negativno rekli, to svobodo, tako kot ste vi na začetku predstavljali to vprašanje, svoboda od nekih pravil, od zapovedi in tako naprej, ampak recimo, če jaz delam res, kar hočem, a nisem tudi nesvoboden, če sem sužen svojih strasti, čustev, lenobe in tako naprej,
Svoboda je po Kantu takrat, ko delam pravzaprav dobro, ne? In cerkev vedno spoštuje svobodo in daje človeku svobodo, ne? Da se ravno na osnovi te svobode odloča, seveda sem pa jaz omejen za svobodo drugega, a ne? Vedno je tudi naproti meni nekdo, a ne? In zdaj... Ki je na istem, ne? Tako, in jaz, ko dajem svobodo drugemu, potem sem pravzaprav tudi sam svoboden, ne? In ko ga spoštujem in se to daje, ne? Ampak mora biti tukaj vzajemno, ne? Da smo vsi, ne? Vsi ljudje se tega zavedamo. Moramo vedno najprej sebe izhajati, ne? Ker jaz ne morem zahtevati od drugega, če sam tega ne. Recimo, da te vi mene pozdravlja, to je sicer lepo in kulturno, ampak moja dolžnost, recimo, da najprej sem kulturna, ne? Kaj boste vi naredila, je vaša stvar, ne? Bi rekel, jaz moram najprej za sebe, ne moram od vas zahtevati tega, ne? Vsak za sebe, ne? Ja, bi bilo lepo, sicer to je, vemo, da je to pa bonton in tako naprej, ampak ne moram jaz reči, ne bom vas pozdravil, če vi ne boste mene pozdravili, ne? Ja, točno to je res. Ne morem tega reči. Pobejte najprej pred svojim pragom. Si je en tak. Ja, zdaj, ker tako straham gledate, kaj pa je zdaj tole? Kaj pa je zdaj tole? To je pa zdaj v rdeči barvi. Srček, ja. Srček je to. Kaj pa je gor zapisano? A čist na vrhu? Zopet. Je 10 božjih zapovedi. 10 božjih zapovedi, ja. Ja, zato so zdaj v obliki srčka. Zakaj v obliki srčka? Ker nas ima Bog rad, ker nam hoče dobro, ne? In zato sem jaz vsakmu odvaja eno danes prinesel. Vsak svojega dobiva. Ja, ni lepo, gledajte, da boste lepo imeli. Hvala. Najlepša hvala. Da bova, tudi kadar bova v dvomih, ne? Tako, da rekla, Bog me ima rad, zato mi je tele, bi rekel, dal lepe predloge. Da me vodi v življenju po lahki poti. Da me vodi, ne, ja. Ne po lahki poti, po dobri poti. Dejansko po lahki poti, dejansko bo zvedelo včasih malo težje, ampak če se pa to pošteva, je pa bistveno lažje pota, ne? In zdaj, kot to imela tako res kot ene lepe, dajte si na kakšno lepo mesto, tako kot na kakšni zadregi. Jaz imam tudi še od nove maše cel kup voščil, ki sem dobil lepih želja, ne? In sem rekel, takrat, ko bom najbolj taki stiski kot duhovnik, bom začel tisto brati, kaj vse lepe misli so mi ljudje napisala, ne? Tako da jaz predlagam tudi dati to na kakšno mesto, ko je človek v kakšni zagati večji in ne ve, kaj bi pa, pomeni, da je v obliki srčka, ne rečem, Bog me ima rad, zato mi je dal te lepe predloge, da bi jih upošteval. Seveda ima pa človek vsak svobodno voljo, ne? Tega pa to pozabljamo, ne? Bog je dal človeku nekaj velikega in to je svobodno voljo. Vsak dela po svoji svobodni volji, vendar seveda zato tudi govorimo o osebni odgovornosti, a ne? Nikoli ni neke kolektivne odgovornosti, to, kar nam tako radi zdaj, da rečemo, vsi tako delajo, vsi tako govorijo, čeprav vemo, da to ni res, ne? Delač od tega. Res, da lahko veliko ljudi nekaj dela, govori, misli, ampak vedno nikoli ne vsi, ne? In zato govorimo tudi, da bo človek dejansko, rekel, tudi neko odgovornost imel na to, kar dela, ne? Ima svobodno voljo, zato je pomembno, da spozna in ve, kaj je prav, kaj je dobro, ne? Potem pa se vedno vsak sam odloča, vendar tudi vsak sam posledice nosi. In odgovarja za svoje dejanje. Ja. Kje pa je zdaj tukaj spoved, ne? Vemo, da cerkev pozna spoved in spoved je namenjena temu, da se spovemo grehov. Grešimo pa takrat, kadar kršimo teh 10 božjih zapovedi. Jaz to prav razlagam. Ja, zdaj bi rekla... Kaj je bilo prej? Kaj je bilo prej? Ja. Je vprašanje, kaj je bilo prej, ne? Ali smo najprej grešili, pa si potem izmislili v narekovajih, nekako uvedli spoved za to, da potem se pokesamo teh grehov? Zapovedi smo rekli, da so že kdaj že, ne? Smo rekli 10 let nazaj. Se pravi, najprej bil človek, najprej človek tudi delal neke napake, ker smo na nek način ljudje, ne? In delamo tudi, če nočemo, včasih delamo stvari narobe, to mislim, da bi se bomo strinjali, ne? In zapoved nam je dal šele Kristus, ne? Se pravi, krepko kasneje, ampak to je ravno ta možnost, velika možnost do tega, da kaj ti spoved je eden od 7 sakramentov, ne? Verjetno bomo to kdaj tudi obravnavali še posebej, ne? In sakramenti so tiste milosti, ki nam jih Bog daje, po katerih gremo lahko zopet naprej, ohrabljeni, predvsem tudi z njegovo močjo. Z njegovo močjo in z malo dobre volje gotovo tudi marsikaj lahko spremenimo. Včasih ali pa se mar zdaj jezimo, vse stvari se ponavljajo, iste stvari delamo, ampak tudi, če smo pošteni, pa če se res potrudimo, rečemo, aha, se nekaj časa mi je pa to uspevalo, ne? Sem uspel, mi je tudi Bog pomagal, sem tudi sam se potrudil, gre, če hočemo, ne? To je pač način, a ne, kajti vsak greh, bi rekel, ki ga naredimo zoper človeka, je tudi greh zoper Boga, ne? Jezus je rekel, vendar, kaj ste storili kateremu teh mojih najmanjših bratov in sester, ste meni storili. Se pravi, če smo nekoga prizadeli, užalili, mi smo pomagali, to tako, kot bi naredili Bogu, ne? In zato je vsak greh, ki ga naredimo tudi do človeka, in zato potrebno se seveda tudi spovemo svojemu grehu. To je vedno tak način, bi rekel, spoved po eni strani gotovo marsikomu ne odgovarja, ker to je v človeškem
napuhu in egoizmu in domišljavosti. Priznati, Težko, kdo pa rad govori o svojih napakah, pomanjkljivosti. Jaz mislim, da zelo redko gre kdo z nekim posebnim veseljem. Vendar Jezus nam prihaja naproti, a ne? To je njegova, bi rekel, zdravniška pomoč, prva pomoč, da nam prihaja, da nas sprejema, da nam daje nove moči in da gremo zopet v življenje, a ne? In da ga sicer lahko res polomimo pri teh stvarih, ampak poskušajmo, da se drugič to ne bo ponovilo. Ampak če se nam bo še zmeraj to zgodilo, je še zmeraj možnost, Jezus, Bog nas bo še zmeraj sprejel, ne? Ampak ne smemo pa biti mi toliko, bi rekel, kaj bi rekel, ali nesramni, ali kaj, da bi rekel, da bi pa to nekaj že izkoriščali, pa rekli, ja, to me je zanimalo, ja. Saj Bog mi zmeri odpustilo, to počne, ne, deleč od tega, ker Bog nas bo pa, jaz verjamem, sodil po našem trudu, a veste, po našem prizadevanju, ne? Ne da mu kar rekel, vse skupaj brez zveze, pa sej bo odpustil, bomo šli k spovedi, pa bo vse spet poravnano, ne? Ne, deleč od tega, veste, to je trud, prizadevanje je treba, ne? Ker dosikrat bi rekel, verjetno tudi naredimo kaj narobe, tudi ko ne bi radi, ne? Pa včasih tudi kakšna beseda uide, pa koga prizadanemo, ki ga bomo radi, ne? Pa se nam tudi to zgodi, ne? In zato pomembno tudi, da se njemu pravičimo, tudi da gremo k spovedi, ker smo prezadeli s tem tudi Boga, da prejmemo, bi rekel, prvo pomoč, v narekovajih Božja milost in da gremo res zopet naprej, ne? In da se res trudimo, da vsak dan vzamemo življenje znova, kot res neko priložnost, da usrečimo tudi druge ljudi in seveda tudi sebe jasno s tem, ne? In zopet poudarjam, ko pa res je kaj narobe, ne? Da res vzamemo sakrament spovedi kot eno pomoč, ne? Ker Bog nam prihaja naproti, tega ne smemo pozabiti. Ampak seveda ne v nekem tem slabšem smislu, neke potuhe ali pa vse bo vse spregledal in tako naprej, ne? To je pa nekaj drugega. Čeprav probamo pa čim manj grešiti, ne? Ja, to bi bilo pa... To bi bilo pa idealno, ne? To je pa idealno. To pa idealno. To sem pa navdušen na to. Res, ta je zelo lepa. Ja, gratna. Ja, sam, ker vse veste, kako je. Ja, danes. Mark, ko se ne izgovori, še eno pravično. No, ampak opažam tudi neko zagnanost v teh stvarih, neko vedoželjnost, tem pa tudi, da bi sam verjetno kaj naredil, ne? Tako sem zelo zadovoljen. Delam na tem. To je največ, kar je lepo. Trud. Trudim se, ne? Moram priznati, da mi vedno ne uspeva, ne? Ampak... To je bilo potem pa že svetniško, ne? To pa žal smo ves čas na poti svetništva, ne? Ves čas se moramo truditi, da bomo svetniki. Kaj pa bi bilo, če bi rekel že zdaj, Mark, jaz sem popolno in pa nič ni treba, ne? Ja, to. Kako bi drugi ljudje okrog trpeli, ker najhujše s tistimi popolnimi ljudmi, ne? V narekovajih, ki mislijo, da so popolni, ne? Verjetno takih ni, ne? Bodimo iskreni. Ja, seveda ne. Ampak, kot smo rekli, prizadevajmo se, trudimo se za to vsak dan znova, ne? Tako. A pa je pomembno, kdaj se spovemo časovno? Recimo, da se zavedamo, da smo pač eno Božjo zapoved kršili, a je pomembno, da kdaj, da gremo po spoved? Ena izmed cerkvenih zapoved je tudi, da bi se spovedal svojih grehov vsaj enkrat v letu, ne? Morda je to pred velikonočnim praznikom, ko je največji praznik, tudi pred Božičem ne bilo slabo. Bi pa lahko rekel, zdaj pa tako, naj bi imeli male in velike grehe. Vsak človek ima pravico, vsak po svoji vesti nekako sam presojati, kaj je bilo zdaj majhnega, kaj je bilo velikega, ne? Ni merila pri tem, ne? So, kjer je smrtni greh, rekli, ti smrtni greh je velik. Tisti, se pravi, mora biti neka velika stvar, mora človek biti res se zavedati o polnosti, kaj je naredil, prostovoljno mora narediti in tako naprej. Se pravi, ni kar tako enostavno smrtnega greha narediti, ne? Ampak v takem primeru, ko bi se čutili, da smo res nekaj velikega naredili in da gremo težko v hrilu, je prav seveda, da gremo nujno gremo v sveti spoved. Drugače pa vedno zmolimo kesanje, recimo, ko smo pri maši ali tako drugače, ali pa zvečer, recimo, ne, zmolimo kesanje, obžalujemo vse grehe, ki smo jih naredili, a ne, in gremo naprej, ne. Dobro. Tudi mi bomo vnaprej v naslednjih oddajah nekako spoznali vse te Božje zapovedi, vsako posamezno, tako kot smo že povedali, in se že veselimo, a ne, Mark? Da bomo še posebej razdelali, da bomo res vedeli, ne? Ja, jaz mislim, da bo še vesela. Bomo še veliko, jaz mislim, da še nismo vse pri uvodu povedali. Jaz mislim, da bomo še kakšno malenkost mogli. Samo na naslednjič vaja ni žal, ne? Ne, naslednjič boste se še Živa in pa njen nov sovoditelj, ki ga še iščemo, nekako seznanila s tem, ne, potem pa gremo res... Tako, potem pa štartamo vsi od začetka. Od začetka. Tako, za številko 1 pa vse tja do 10. Ok, hvala lepa. Ja, za danes. Tako, mi pa se vračamo po oglasih, seveda s tem, s čemer ste navajeni, po oglasih vedno sledi odpiranje sefa in tokrat je ura 6:30 zvečer in mi kličemo vas, torej pustite pri miru telefonske slušalke, samo naj zazvonijo.